Zdaj, jaz bi tako rekel starši, če si zamislite, da vam šef namontira sledilno napravo, kako bi se počutili. Ne? Dajmo to sam obrniti. Glejte, to so neke ideje manipulacije, nadzorovanja, zlorabe moči, bi jaz rekel, ne? Ki nikakor ne prispevajo k stiku. Tukaj je pač, bom rekel, manjši otroci seveda se bojo temu morali podrediti, ampak najstniki pričakujte, da bojo izumili neko bombo, ki bo, bom rekel, bumerang nazaj. Ne? Se bojo temu uprli na zelo boleč način, se bojim. Gre seveda tukaj za spet, ne, tema zaupanje, kako vzgajati neke veščine, da se otroci držijo meje, da vem, da če rečeš, da greš tja, da boš res tam. Ne? In z nekimi temi sledilnimi nadzori mislim, da to ne vzgaja samostojnih otrok, ne? To ne vzgaja odgovornih otrok. Je pa verjetno, ja, tako bom rekel, za pasjo dresuro je pa to nekaj zelo učinkovitega. Ampak zdaj pač se vprašajte, hočete imeti poslušne kužke, pridne, ne? Ali hočete imeti samostojne, ustvarjalne ljudi, ki bojo pač znali misliti svojo glavo. Hvala. Potem pa še za dr. Lesjaka vprašanje. Kakšni so pa pravni aspekti uporabe tovrstnih naprav v šolskem okolju? Če pride otrok s to napravo v šolo in snema dogajanje oziroma se niti ne zaveda, da nadaljavo snema dogajanje v svoji okolici. Dejansko to je lahko ta ura, sicer zelo analogna, ampak lahko bi imela še kak čip zraven. Sploh ne vem, da se zdaj snema, se ne snema. In tudi učitelji, kako naj v šoli zdaj to nadzirajo? Naj grejo vsak učenec skozi tisti detektor kovina, kako? Veliko je nad tem zaupanja, kot ste rekli. Kot prvo, gre lahko za potencialno kaznivo dejanje neupravičenega snemanja, zvočnega snemanja. To ni hec. Se pravi, ker jaz ne snemam samo mojega otroka, ampak tudi okolice, učitelja, drugih otrok. Imam privoljenje drugih staršev, da lahko snemam njihove otroke? Nimam, ne? To je zelo oster poseg v zasebnost otroka. To je prvi del. Drugi del je pa ta, ki je zelo pomemben. Recimo, nemški regulator za elektronske komunikacije je celo prepovedal določene te igrače, pametne igrače, ki omogočajo snemanje. Se pravi, neke take ure, druge neke naprave, ki merijo pač lokacijo in lahko zvočno snemate vašega otroka. Zakaj? Zaradi tega, ker so običajno ti sistemi so zelo luknjičavi. Kaj to pomeni? Da namesto, da boste samo vi vedeli, kje je lokacija vašega otroka in kaj govori vaš otrok, potem še 1000 drugih napadalcev oziroma nekih drugih, ki pač znajo vdreti v ta sistem, poslušalo in videlo, kje je vaš otrok. Zdaj, a si tega želite? Ja, jaz mislim, da ne. Dajte razmišljati v luči tehnologije in seveda v luči tega, kot ste rekli, zaupanja, graditve zaupanja med otrokom in staršem. Meni to, ko mi včasih kak starš pokaže, poglej, kako lepo spančka moj otrok, glej ga. Pa si mislim, pa ne moreš, tako se pusti otroku, idi k njemu v sobo, pokukaj, a res spi, ne pa ga gledati, ko si nekje na potovanju. To je nesprejemljivo zame.